zakaj mi toliko zanimiv ta video snemati? Ker sem si dejansko kot mulc presegla, da bom napisala knjigo o tem, ker mi toliko manjkalo informacij. In pa sem z leti dojela, da ne bom knjige napisala. In v bistvu s tem videom bom naredila točno to, kar sem si kot mulc obljubila in 100% vam bo kaj pomagalo, ker zdaj je neskončno enih revij, člankov, razne izobraževanja, ampak mislim, da še vedno na ta način, na ta domač, simpel način boste težko kjerkoli slišali informacije, razen sem že videla, da ima Kaja Solo ta video in ga bom kar spodaj še linkala, pač več info imate boljše. Drugi, kot da gremo čim prej v video, bom prebrala vaše zgodbe, ne bom vseh, nemogoče je vse, ker jih je bilo ful preveč, tako da neskončno krat hvala vam, da mi zaupate, da ste mi to poslali, res hvala. Na koncu bom povedala tudi svojo, vsaj kar se spomnim, ker moj spomin je dosti za nič. Spotoma bom pa še povedala kakšno uporabno informacijo, ki bi bila meni nekoč uporabna. Predvsem pa, morate vedeti, jaz nisem specialist, nisem ginekolog, nisem medicinska sestra, nisem nič tacga, da bi tle preveč pametvala. Povedala bom pa tiste splošne stvari, ki je res fajn, da jih veste in vam bojo prav prišle. Gremo. Najprej ena tolažba, ki vam bi jo rada položila na srce, če še niste tega doživeli in če se tresete, če vas je strah, če nimate pojma, kako bo izgledalo, če vas je strah s kom to doživeti. Karkoli vas zdaj zajebava v glavi, morate vedeti, da je to freaking normalno, pač strah vas je in to je cool in pač poovnajte to, da vas je strah in ne tega skrivati s tem, da jaz bom pa zdaj raztural, ker morate vedeti, da čez cel life boste imeli primere spolnih odnosov, ko boste imeli spet pojma, kako delati z novo osebo ali pa s prvim partnerjem ali pa kogarkoli že bo, vedno znova tekom življenja se pojavljala neka strema, ker noben med nami ni enak, ne posnemati ene scene iz filma, ne pričakovati, da bo kadarkoli, kakor iz filma, iz knjige, iz zgodbe, ker ne bo. Vedno bo edinstveno, vedno bo drugač. In ti boš ona oseba, ko boš vedno mogel reči, tega me je strah, tle se ne občutim dobro, tle zabremzajeva, to hočem, tistega nočem, poovnej to. Predvsem, to je ono vodilo, naj te ne bo strah povedati, kaj misliš in kaj hočeš. Kaj ne moreš nikdar biti pravi v tem, ker je vsak popolnoma različen in če boš z nekom obladal, sploh že v zvezi in pa boš z drugo osebo, bo ta oseba drugačna in tam ne boš več pravi, ker se prilagajaš osebi, ne pa enemu standardu, ki je kao najboljši. Tega ni. Je pa popolnoma anonimno, tako da na koga zdaj strahu naprej, tako kot sem rekla. Živijo Alenka, naj ti opišem svoj prvi seks. Zgodil se je kar kmalu in sicer pri mojih 15 letih. S fantom sva se dobila pri bližnjem jezeru, on je bil z motorjem, jaz pa peš. On je že izgubil nedolžnost prej, jaz kot najstnica pa sem si tega tudi želela. Torej on je imel s sabo kondome in vse se je zgodilo v gozdu. Poza je bila tipična misionarska, on na meni. Na začetku me je kar bolelo, ampak sem zdržala do konca. Ni trajalo dolgo. Vse je bilo v redu, dokler ni fant vstal in dal kondom dol in videl, da je kondom počel. Jaz seveda, ker je bil moj prvi seks, nisem bila po spodnjih hlačah... sem bila po spodnjih hlačah vsa krvava. Takrat pa se nama je ustavil srce, sploh meni. Hvala Bogu je imel motor in jaz tistih 7 € za jutranjo tabletko. Šla sva takoj v bližnjo lekarno, jaz sem ga počakala zunaj, on je šel pa iskat. Potem sva šla v bližnji lokal na čaj, da sem jo lahko vzela, tabletko. Menstruacijo sem čakala več kot 1 mesec in pol, prej pa sem imela redno. Ta mesec je bil zame eden najbolj stresnih kadarkoli. Hvala Bogu se je končalo brez kakršnih koli težav. Če bi pa lahko čas zavrtela nazaj, bi seksom pri 15 letih še malo počakala. Bi si pa želela, da bi bil moj prvi seks brez težav, lep, intimen, v lepem okolju. Samo rada poudarila, da nam na koncu to govorila, to, kar je rekla, da je logično krvavela, ni to logično. Mislim, ni nujno. Prvič, lahko se to zgodi, ker se pretrga tkivo, himen, lahko pa ne. Tako da ne mislili, če se komu to zgodi ali pa ne zgodi, da je tle čudno. Eni bi ful krvaveli, eni ne bi nič krvaveli, eni bi čist malo krvaveli. To, da je njima kondom počel, se je meni v življenju zgodilo zelo malokrat, tako da nočem, da vas je vnaprej strah, da so to ziher zgodili. Pač, meni se zdi predvsem majhna verjetnost, če pa se, pa tako, ko je ona naredila, pač jutranja tabletka, ne. Moj prvi seks, starost 16, prvi letnik srednje. On je bil takrat 26, kar razlika. Moj prvi fant, ali kako bi rekli,
ker to ni bil. Sem slišala pozneje, da je imel zraven še ene par punc. Pa okej, fora je bila v tem, da mi je vedno govoril o otrocih, pa da se jih ful želi, pa bla bla. Pa bila sem še jaz otrok, sama pri 16. Itak še nisem bila pripravljena na to. Prvi seks je bil v avtu, pozabila ga ne bom nikoli. Trajal je liha na 10 minut, če ne še manj. Ni bilo niti malo romantično lepo, vse na silo, pritisnjena na vrata avta, grozno. Vem, vse punce sanjajo o nekem čarobnem prvem seksu, pa je bilo pri meni kar daleč od tega na koncu. Seveda, opraviva, prižge luč, kondom je počil, panika. Odpelje me domov, grem po tuš, sprati, hočem vse iz sebe. Bila me je takšna groza, panika, da sem se hotela jokat, pa solze nisem spravila sebe. V tem primeru mi je res žal, da je bilo kakorkoli na silo, da je bilo v avtu. To je tisto, ki mogoče moški v tem primeru sploh se ne zaveda, koliko je ženski lahko butas, koliko je lahko bedno, koliko je lahko ni všeč. In ker preprosto nismo natrenirani reči ne in da nam nekaj ni všeč, ker Bog ne da izraziti čustva, to je problema, ne, da se, pa še zdaj, jaz nam pametvala, da smo vsi fuloh in sploh pametni, ampak da se čim prej naučiš reči ne, to mi ni všeč, to mi je všeč, da se imaš toliko rad, da poveš, kaj hočeš in kaj nočeš. Želela sem si poskusiti, ampak nisem še bila pripravljena. Fant pa je na vsak način hotel. Bilo je poletje, spila sva par kozarcev vina, ker se je začela nevihta, sva odšla v hišo. Začel me je otipavati, brez pripravljanja, nežnosti. Za vso močjo je zarinil, nisem bila pripravljena, solze so se mi ulile, jaz nisem hotela. Govorila sem mu naj neha, ga odrivala, počutila sem se nemočno. Dokler se nisem začela jokati, tisto prav jokati iz dna duše ni nehal. Ko se je malce odstranil, sem ga močno porinila in stekla v kopalnico in se zaklenila. 2 uri me ni bilo ven, nisem mogla dojeti, preboleti. Med tem časom je odšel, saj sem s kopalnice kričala naj odide. Kar nekaj dni sem jokala, ampak ne za njim, dajala me je groza. Vedela sem, da bo to storil, vedno sem imela tak občutek in vedno mi je težil, da on hoče, ampak jaz nisem nič naredila glede tega. Dolgo časa me je to močno žrlo, nikomur nisem povedala. 2,5 let kasneje sem se komaj zaupala sestri in prijateljici. Zato, če niste pripravljeni in če je vaš fant tak, da noče v miru in vas poslušati, ne počnite tega z njim. Približno 1 leto potem sem imela spet fanta, razumevajoč, poslušan. Po mojih željah me je najprej pripravil, božal, poljubljal in lepo počasi začel. Res me je malce bolelo, čist mal, ampak občutek je bil čist drug. Z nežnostjo in pripravljenosti se da vse brez težav in večjih bolečin. Še danes, ko se ona spomne na to, ji pridejo solze v oči, obenem igre na bruhanje in popolnoma verjamem, ker tudi jaz imam kakšno slabo izkušnjo vmes, pa ni nujno, da je bilo to prvič in je ta občutek in ta je res, mislim, da je najslabših primerov, ker jih imam tukaj in to je nekaj, kar vam zdaj polagam na dušo, ne niti pustiti, da bliz temu pride. Vedno se zavedajte, da ima tisto moč, totalno moč, da rečete ne. In res naberite si pred prvim seksom to samozavest, da boste upali reči ne, če saj ima dvoma v vas, ali pa če ta oseba ni človek, ki bi poslušal ne. Sam bejšte od take osebe, ne je ne. Zdravo, Alenka, se strinjam s tabo. Videospolnosti bi mlajšim, ki še niso šli skozi to, zelo pomagal. Moja izkušnja sicer ni nič dramatičnega, vendar ti jo vseeno zaupam. Bilo je približno 3 leta nazaj, stara sem bila 16. Večina prijateljic je že imela spolne odnose, jaz ne. Ampak ne zato, ker ne bi imela priložnosti prej, ampak enostavno nisem hotela biti prvič z nekom, ki mu je samo do tega. Pravilno. Prisegla sem si, da moški, ki bo moj prvi, bo moj zavedno. Figo je bilo tako. Nič narobe, če smo mladi malo tako fantaziramo, ker v bistvu tiste prve zaljubljenosti so še najlepše. Poznala so se slab mesec, zaljubljena sem bila do nebes pa nazaj. Bila sem sama doma, moji so bili v toplicah. Prišel je k meni, začela se je predigra in predlagal je seks. Takrat sem brez pomisleka rekla, da si želim in je. To je tako zelo bolelo. Te bolečine ne bom pozabila, da sploh ne govorim o tem, kako močno sem krvavela. Če se prav spomnim, je moral poskusiti 5-krat, 6-krat, da me je popolnoma razdevičil. Še kakšen teden potem sem nožnici čutila čuden občutek. Neopisljiv. Kot lahko predvidevaš, me je bolelo še nekajkrat, vendar ne tako močno, krvavela sem minimalno. Fant pa me je zapustil 2 meseca potem. Verjetno si predstavljaš moje razočaranje in sanje
o tistem prvem popolnem. Moški, tisti, ki zdaj to poslušate, če se sami tega ne zavedate, pa če ženska tega ne pokaže ali pa sama reče, definitivno njej čustva na polno delajo, ko pride do prvega seksa ali pa drugega ali pa basically kjergakoli. Fantje, moški, tega nikdar ne počnite, da če ne gre gladko, da ustrajate. 5-krat, 6-krat, kaj me zdaj bavaš, pač ne. Z dosti predigre, pa z malo feelinga, pa z malo prijaznosti, pa nežnosti, pa 3 svečkam, pa tem, da imaš dejansko rad, boš imel veliko boljši seks, kot če tišiš vano in pač ne. Evo, en nasvet strani medicinske sestre sem dobila. Slabe in dobre izkušnje, kot najbolj sama veš, so individualno doživetje. Žal se preveč mladostnikov opre na to in si predstavlja, da morajo sami tudi spolni odnos tako doživeti, pozabijo pa na osnove, kondomi. In potem higiena po odnosu. Razna vnetja in ginekološke težave, pa jemanje tablet, ki so strupene, že lahko da so učinkovite, a imajo posledice tudi po prenehanju jemanja. Pa predvsem ne siliti v odnos samo zaradi družabnega pritiska. Koliko punc in fantov ima kasneje v življenju težave s psiho, ker jim je bilo to narobe predstavljeno, preveč. Poskusi jim predati sporočilo, da naj to storijo po občutku, ne zato, ker to počnejo drugi, sploh pa ne, če jih v to silijo. In najbolj simple stvar, ki moraš vedeti, ta prava oseba, ta prav fant ali ta prava punca, karkoli že imaš, bo to sprejela in vedela. Iskreno, ja, fanti imajo večji nagon forsirati, to se dogaja pa tekom celega vašega življenja, pač za njih je to v veliko primerih neka močna gonilna sila, čim prej seksati. Mogoče punce, če še niste tekom let spoznali, da si višaš vrednost s tem, če s tem odlašuješ. Dejansko naše psihe tako delujejo in sploh, če ti je nekdo všeč in če hočeš, da si ti njemu zares všeč, ne samo, da ima seks od tebe, si boš vrednost dejansko dvignila s tem, da bo mogel se potruditi zate, ne da boš kuj za akcijo. Se pa popolnoma strinjam, sploh pri svojih 27 letih, da če si preprosto želiš sam seksati, brez da imaš to osebo karkoli resnega, boš pa pač samo seksal. Popolnoma cool. Evo, končno še zadnja moška izkušnja. So bile s punco skupaj po mojem 1 let, on je bil 16, ona 17. In so imela samo predigro nad seksa, ker nisem bil pripravljen, če se lahko tako reče. Meni je bilo prezgodaj, ker lepo slišati dejansko strani fanta. No, ona je šla s Franci v trgovino in me pokliče. Veš, kaj sem kupila? A ja, pa sama sem doma. Mene je čist paf. Fak, stari. Danes si boš pomogel. Danes moraš biti pa dec. Danes je to, konc je. No, pridem jaz potem zvečer k njej in se začne akcija. Jaz sem imel takrat kondom sploh prvič gor in enkrat sem bral, da imajo kondomi neko luknjico. No, in jaz sem si predstavljal, da čez ono luknjico lahko meni uide, v resnici pa je ti zgoran del zastisnjen, ne? Mene je čist panika zadela. Omega, malo mi je prišlo, spotoma, sva šla naslednji dan hitro v lekarno po tabletko. No, meni je ful na bed usekal, itak nič pojma, pol te pa kar odvrne ta strah, da ne bo kaj. Skratka, strah. Strah pa moška izkušnja. Zato sem jo tudi zraven dala. Zdaj sem jih prebrala na občutek, da je ful slabih izkušenj, ker hočem reči to, da je lahko tudi prva izkušnja dobra, ampak se mi zdi čisto realno, da bo večinoma saj nekaj slabega na prvi izkušnji. Da bo ona popolna, da rečeš, najlepši spomin v mojem življenju je možno, ampak bolj redko. Tako da ne se sekira, če ni popolno, če Bog ne da je mislil, da tako kakor v tvojemu najljubšemu romantičnemu filmu, ker ne bo. Oni so ti posneli 100-krat, luči so lepe, muziko vzad slišaš. Nič ni awkward, dovolj si, da je awkward prvič. Naj bo awkward in polno je to in lahko se smeje zraven. Važno, da ful pomembna stvar se mi zdi. To je ful težko, ampak res pomembno, da se ne skoncentriraš na to, kakšna mora biti tehnika, kako si videl, da drugi to delajo, kaj si prebral v Kozmopolitanu, ampak da se prilagodiš partnerju, da vidiš, kdaj dejansko njemu nekaj paše oziroma njej in obratno. Predvsem pa to, da se ne skoncentriraš na svojo živčnost, ampak na tisto, kar je dobrega. Sprav, ko imaš nek lep feeling, nekaj začutiš, to pa paše, skoncentriraj se na to, ne na tisto, koliko si živčen. Ta izkušnjo najlažje nekako povzamem nekaj srednjega, upam, da ne bo ta človek to gledal. Anyways, je bil to moj fant, tako da že zaradi tega je bilo cool, ker že res leta in leta sva bila midva
ali zaljubljena ali fant, tako da če ne drugega sva se poznala in spomnim se, da takrat mislim, da je bil MSN ali nekaj takega in sem se prek tega že malo klepetala o teh stvarih, tako da kakor se jaz spomnim, so mene te stvari že zanimale in nisem se pretvarjala, da hočem probati, dejansko me je že zanimalo in sem malo že raziskvala te stvari in sem v bistvu hotela probati, ampak strah je bil vseeno. Veliko se pa spomnim dotičnih momentov. On je prišel k meni, sama sem bila doma in vedela sem, kam to gre. In spomnim se, ko je hodil pred mano po stopnicah, je v žepu šumel s kondomom. In to je bilo meni, delno sem se smejati začela, delno mi je bilo tako, ne, no, kar res, aj lahko manj očitno, tako ful mi je bilo. Stara sem bila 15, se mi zdi, skoraj 100%. Pa se pa ne spomnim točno, kako so stvari potekale, se pa spomnim, da je bolel. Ampak je bila nekako bolečina pomešana s tem, da je bilo tudi cool. Vem pa, da sva si vse nekako zaupala, ni bilo onega feelinga, poznaš se in s tem, da se poznaš, je vse ful lažje in ful boljše. Upam, da nisem pozabila ful stvari govoriti. Komentirajte svoje izkušnje spod, če hočete. To je pa to za ta video. A ja, pa valjda, ne, z Markotom nisva par in tako kot zdaj, če pogledate video, zraven piše 1. april, tako da prosim, ne mi več na privat pisati, ker mi bo telefon eksplodiral. Pač bila je 1. aprilska šala, ful sva se zabavala, bilo je cool. Upam, da ste se vi tudi zabavali in to je to. Zaključimo to zgodbo. In to je to, za danes se vidimo spet kmalu, ker imam čas snemat, ker je karantena. Alien mama out. Ne smem vam šminko. Aj, čau!